spet nazaj. Naš prvi gost današnje oddaje je bil ravnokar z nami in nam predstavil svojo zgodbo, kako preživljati čas v karanteni. Čas pa je, da slišimo, kaj nam ima za povedati Simon. Simon, pozdravljen. Čau, kako ste? Mi smo odlično, kako pa ti? V redu, ko se reče, iztekel se mi je 15-dnevni očetovski dopust, imamo doma dojenčico, Belo, stara bo zdajle tam je okoli 3 tedne, tako da imamo kar veselo, malo žongliram, veš, tako recimo tetrapleničke, pa slušalke za muziko delati, pa tamle kitara parkirana, pa 8-letna hčerka Miša Zarja, danes je začela šolo, pa to je noro in tako naprej, tako da je kar veselo. Pa muzika, zdajle sva se lih zmenila z Mišo Zarjo, da bova nekaj odšpila na kitaro, pa zapela in tako naprej. Ja, najprej iskrene čestitke, ne, za Belo, nova družinica in pa res želim vam vse dobro in pa seveda tako naprej. In pa da bo tudi ona malce ustvarjala v glasbi, če ne druga, verjetno sedaj posluša kakšne uspavanke, ki jih kdaj pa kdaj zapoješ. Ja, itak, pa veš, prav mi pride ta stara mehanika iz odrov glasbenih, a veš, kapol, če se otročka daš takole gor in potem se tako zibaš po ritmu, a veš, in to me da dober dene, to mi je tudi patronažna rekla, vi kar takole, ja pa ziba takole, ja, okay. Tako da, glasbeniki imamo mogoče toliko malo prednosti pred ostalimi, ampak vsak ima svoj recept, tako da meni se zdi, da ritem mi bo kar noter vzit kot dalje. Ja, super. Ja, glasba je res zelo melodičen način, kako vzgajati in pa kako preživljati čas, tako da res sem vesela za vašo družinico in pa seveda za oba otročka. Sedaj pa, da se vrnemo k glasbi, slišali smo zelo zanimiv spot, Pozabila navodila, kot je marsikateri se od nas že poistovetil, bi najrajši kdaj mogoče pozabil na kakšno navodilo v teh časih, ampak vendarle bodimo seveda pametni in pa kulturni in pa počakajmo, da vse to mine. Ne bom pa ugibala, kako je ideja nastala za ta videospot, mislim, da je leto, ki je za nami bil kar poln takšnih idej in pa takšnih videospotov, ki ste nam jih dali. Veš kaj je fora, da se pač pogledaš okoli sebe, pogledaš svojo družbo, pogledaš ljudi, kaj se jim dogaja. Jaz sem to primerjal, a veš, z enim loncem, a veš, pa lahko je tudi ekonom ali pa čisto navadni in vre in se nabira od zadja, veš. In ja, se zdaj bo kaj počas, bo že en leto tega, veš, in ljudem se čas malo skotalka, jaz absolutno nočem nobenega pozivati k temu, da pozabljamo na pravila in navodila, ampak jih je velika, veš, ne, pa še posebej ljudje so pa zmedeni, veš, ki je v ponedeljek tako, torek je tako, čakaj, včeraj še nismo vedeli, bomo ziher šli z otroki v šolo, a potem zdaj čakaj maske, ja, ne, a zdaj kjere maske, a tip maske, in tako naprej, veš, in pozabila navodila. Moj prejšnji singel, naš prejšnji videospot je pravzaprav nastal iz izhodišča ene punce, ki ima dovolj, se izkegla, ampak v pozitivnem smislu, da hoče ven plesati, se sprostiti, družiti, smejati. In upam, da ti časi niso tako narazen od nas, ampak da so zelo blizu. Ja, tudi mi komaj čakamo in pa seveda upamo, da so zelo blizu. Seveda pa je novo leto in pa nove priložnosti in upamo na malce drugačne razmere. Imaš morda kakšne novoletne zaobljube, ki si jih zadal ali pa kakšni so tvoji plani za letošnje leto? Ja, veš, da sem si jih zdaj ob tem novem singlu, pa novem videospotu, Kam, sem si zadal, da bom predvsem manj bral komentarje po članki, manj spremljal Twitter pa Facebook greznico, ker se mi zdi, da iz ljudi bruha ven ta negativizem, o tem pravzaprav tudi govori pesem Kam, ker imam občutek, da se tako radi delimo naši, vaši, vsi so ali za zelo močno ali proti še bolj močno in po mojem to vse skupaj ni lih kaj posebej pozitivno in je mogoče tudi ta pesem en odsev tega, kar se nam dogaja v teh časih vsem, tako da, če jo vaše gledalke pa gledalci poslušale ali na vaši televiziji ali na YouTubeu Kam, bojo spoznali tudi enega vesoljčka, ki se zelo čudi pravzaprav temu, kaj se dogaja na planetu Zemlja. Namreč videospot sva z Rudijo Moranom tako zastavila, da kadri slovenskih krajev in mest prazni, trgi prazni, igrišča prazna, ulice prazne, nikjer nikogar in ta bogi vesoljček pride na Zemljo poiskat stik, kontakt s človeštvom in koga najde? Nobenega. Vsi smo doma, za 4 stenami, še posebej v policijskih urah, tam okoli malo prej pa poje, to je tako malo strašljivo, veš, kada si iz znanstveno-fantastičnega filma in to prikazuje moj ta nov video in single.
Videospot z naslovom Kam, o katerem ravnokar je govoril Simon, si bomo tudi seveda po najinem pogovoru pogledali. Gre za tvojo četrto avtorsko skladbo, kaj ne? Tako je in ne bom menil formule, držimo se, Kevin Corradin dela muziko, Clifford Goylo na Nizozemskem v Amsterdamu dela vse s produkcijo, producent, jaz besedila in vokali. In tudi ta nov komad smo snemali v teh čudnih časih na čuden način. Producent je bil na Karibskih otokih, Kevin je bil na slovenski obali, jaz sem bil v Ljubljani v studiu, povezali smo se prek teh tehnologij, iPadov, telefonov in programov in softvera in naredili vokale in dokončali pesem. Tako da vsemu slabo nekaj dobrega. Ja, super. Ta tehnologija, ki nam je sedaj na voljo, tudi omogoča, da se lahko midva takole slišiva. Vsekakor pa upam za nadaljnje, da bomo spet lahko odprli studije in pa se videli v živo. Prav tako pa tudi verjetno dosti lažje posneti videospot kar na licu mesta ali je morda lažje, tako kot se sedaj slišite preko internetnih povezav in pa to posnamete. Je tukaj kakšna razlika? V bistvu pri snemanju tega videospota so nam šle okoliščine na roko, ker pravzaprav videospot kaže, kar se zares dogaja. Te prazne ulice, trge, igrišča, razumeš, tako izgleda res kaj iz filma, ampak tako v resnici je. Če bi pa zdaj hotel v teh situacijah pokazati neko druženje, veselje, radost, mogo že arhivske posnetke uporabiti, da me razumeš, ne? Tako da, ti časi so nam šli v tem primeru na roko, ker je tudi videospot in single Kam pravzaprav odraz tega časa, v katerem smo. Jaz upam, da ne bo to samo arhiv, ti romantični videospoti in pa družabni videospoti, ampak da bo to kaj kmalu spet realnost. Mogoče kaj naklepa za naslednje leto oziroma za letošnje leto, kakšne nove projekte, ki jih bomo seveda lahko izpeljali ali pa jih boste izpeljali, ko bo konec te karantene? Ja, glej, kako je. Že skoraj 1 leto nismo na odrih, ampak kaj bomo zdaj, v jok pa na drevo ali kaj? Ja, ne, bomo ustvarjali slovensko avtorsko glasbo, hvala tudi vaši vdaji in vaši televiziji, da podpirate to, kar delamo. Jaz bi bil ful vesel, da bi ljudje uživali v tem, kar pač počnemo. Slovenska glasba se dela iz tega okolja, tudi mislim, da odslikava to družbo in bom vesel, če bo kdo poklikal, se navdušil nad spotom in ga celo delil in pohvalil, veš, a veš, da niso samo mi. Da že glodamo, a veš. Ja, negativne komentarje bomo seveda dali na stran in pa poslušali samo pozitivne, ker mislim, da je to najpomembnejše, kar nam v tem času dejansko pride prav in pa nam seveda ostane. Tako da tudi jaz pozivam naše gledalce, da si po ogledu videospota pogooglate malo Simona in pa njegov YouTube profil, kjer lahko najdete te zanimive tudi ostale videospote in pa malce delite med vaše prijatelje. Na tem mestu bi se pa rada tudi zahvalila vsem glasbenikom, da ustvarjate in pa nam s tem omogočate, da imamo to oddajo še tudi vnaprej in pa seveda glasba rešuje marsikatero situacijo. Najlepša hvala in hvala, ker ste kle za nas in hvala, da imate publiko, ki gleda in posluša. Tako je, tudi tebi hvala. Upam, da bomo kmalu seveda v živo, ne samo v studiu, ampak tudi na kakšnem koncertu. Tako in a veš, tam z uno masko, predn greš v studio. Ali pa z uno masko lepo leta, veš, ki je uno za šnorklar, to je to. Ti bi bilo idealno nekje v morju, nekje na plaži. Imaš mogoče še kakšen skrit kotiček, kjer bi si rekel, tam bi pa jaz res rad enkrat nastopil? Kjerkoli po svetu, če bi se lahko odločil. Joj, veš kaj, prvo je treba obdelati našo čudovito deželo do konca. S Cover Lover, z mojim bandom, ki nastopamo veliko po Sloveniji in v tujini, dobro, ampak smo bili na zelo različnih placih. Od Planice si predstavljaš una mega masa ljudi na recimo finalu smučarskih skokov, do Lent, ne vem, po vseh delih pokrajinah. Mislim, da je še v Sloveniji toliko lepih kotičkov za odkrit. Evo, zdaj mi je padlo na pamet Auditorij Portorož, pa tam je bilo to, če bi to bilo letos polet. Kateri koncert je pa še to, tako se vtisnil v spomin, v katerem kraju? Zanimivi so koncerti v tujini, zato ker greš ven, dobiš malo drugačen občutek, ljudje tudi te drugače sprejemajo, sploh ker ne vejo, iz kje si, s Cover Lover imamo v angleščini sicer repertoar in ne vejo, odkot prihajaš. In eno najbolj zanimivo, recimo, en nastop skupino Cover Lover smo ga imeli na nekem dvorcu pri hipodromu v Parizu. To je, mislim, tako neka fensijada, ne vem, 500-700 let star dvorc. Noter ljudje, bogataši, milijonari, sploh nima veze, kaj smo tam mi počeli na odru, smo bili za zabavo. Ta prvi komad. Bam, vsem se skegla takoj na oder plesati, noreta, razumeš, tako zgleda prej vse, tako veš, s pogrinjek 7 pribori, vse lepo super, ki je band začel igrati,
vsi so šli v luft na plesišče in tako je začeli žurati. Tako da mogoče to pogrešam malo v tem našem okolju, mi smo malo bolj počasni, kot dizelca. Pri nas v Sloveniji rabijo poslušalci, gledalci, da se malo zalaufajo, pa gre. Ampak jaz mislim, da smo eno leto imeli dovolj, da se bomo zalaufali kakorkoli in kadarkoli bo prvi koncert, po moje komaj čakamo vsi, da gremo spet na plesišča in pa poslušamo kakšen koncert od naših glasbenikov, v prvi vrsti pa slovenski. Vesela sem, da imamo toliko slovenskih izvajalcev in pa tudi, da se vedno bolj odločate, da pišete in pa seveda pojete glasbo v slovenskem jeziku, tako da je to neka tema, ki jo boš tudi vnaprej držal. Absolutno, slovenščina. Jaz celo mislim, da je težje napisati v slovenščini pesem, malo je zafrknen jezik, lingvistično, malo moraš šraufati, malo moraš razmišljati, ali pa na način, na katerega poješ, pravzaprav prilagajaš melodijo, besedilo melodiji, malo je težje skvačkati, se šraufati, se švasati. V angleščini je to morda lažje, ampak mislim, da glede na to, da ustvarjam tukaj za slovenske poslušalke in poslušalce, jaz mislim, da je prav, da pojemo v slovenščini, imam občutek, da se tudi tema prej človeka dotakne. Res je, mogoče je kakšen tuj jezik bolj speven, ampak vsekakor mislim, da vsak lahko potrdi od nas slovensko govorečih ljudi, da je čisto drugače, ko slišimo po radiju res v našem jeziku nekoga, ki nekaj zapoje ravno to, kar mi tisti trenutek čutimo. Tako. Ja, odlično. Preden pa si pogledava tvoj videospot, pa lahko menimo še to, da je bil posnet sicer po nekem natečaju. Mogoče kaj zaupaš? Se pravi, videospot za pesem Pozabila navodila, ki sva ga prej omenjala, je pravzaprav nastal tako, da je ob tisti situaciji zastal itak cel svet snemanja, kulturnikov, umetnikov, režiserjev in je Rudi Uran, režiser in snemalec, ga pozdravljam lepo in se mu zahvaljujem, naredil natečaj. Rekel, kaj če bo zdaj jamrati, sedeti doma, ne. Naredil natečaj, kamor se je prijavilo, mislim, da prek 80 bendov, pevcev in tako naprej, so imeli neko žirijo, so zbrali mene in evo so mi brezplačno, pro bono, posneli videospot. In sem jim res hvaležen in vsem statistom, Sokijevi bobnarski šoli, motoristom, en kup ljudi je sodelovali brezplačno. Zato, ker so rekli, kaj smo, sedeti križem rok doma, dajmo rukati skupaj en projekt za dobro muziko slovensko in so mi posneli videospot za Pozabila navodila. No in Rudija poznam od tam in tako so prišla tudi do videospota za Tanovga, za pesem Kam z vesoljčkom. Zelo velika in pa lepa gesta od Rudija, tako da res iskrene čestitke za takšen podvig. In pa ja, je pa očitno res na pravi poti nastalo še pa potem še sodelovanje za ta nov videospot, ki si ga bomo sedaj ogledali. Jaz mislim, da marsikdo že komaj čaka, da vidi tega vesoljčka, kako se sprehaja po praznih ulicah, tako da dajmo si ga pogledati. Simon, tako kot sem rekla, tebi in pa tvoji družinici veliko pevskih užitkov, da če že mi ne moremo te poslušati na koncertu, da so vsaj doma deležni tvojih pevskih glasbenih nastopov, tako da res vam želim vse lepo in pa čim več ustvarjanja tudi naprej. Hvala vam za priliko in uživite. Tako, sedaj pa si pogledamo videospot od Simona Kam.